Spoštovani, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ki smo jo sklicali ob vložitvi pripomb in predlogov, ki so jih pripravili strokovni sodelavci in zunanje odvetniške pisarne na zakon, ki določa postopke sodnega varstva razlaščenih imetnikov podrejenih obveznic in delnic v slovenskih bankah. Že vse od priprave protiustavnega zakona o bančništvu opozarjamo na to, da so bili ti postopki izvedeni neustrezno in tudi sama vrednotenja v bankah takšna. V zadnjem času praktično vsak dan izvemo za nova dejstva, okoliščine in številne avtoritete znova in znova pritrjujejo tem ugotovitvam in analizam, ki smo jih v tem času sporočali javnosti in ugotavljali v sklopu združenja ter sprožili vse možne postopke pred sodišči za zaščito interesov razlaščenih imetnikov in vseh državljanov, ki smo iz tega naslova prizadeti. Večkrat je že bilo poudarjeno in tudi iz odločbe Okrožnega sodišča v Ljubljani na podlagi preiskav na Banki Slovenije, deloma tudi na podlagi kazenske ovadbe, ki jo je podalo Vseslovensko združenje malih delničarjev s tem v zvezi, izkazujejo, da so bila vrednotenja ob določanju kapitalskega manka, tako imenovane bančne luknje, prevelika, po nekaterih ocenah polovično prevelika, torej dvakrat toliko denarja so davkoplačevalci in smo ta skupnost, hkrati pa tudi tisti, ki so bili razlaščeni, v to namenili. Praktično banke, kot veste, poročajo o uspešnih rezultatih, delijo dobičke, od tega imajo v primeru nove KBM seveda korist tisti, ki so jo kupili, navkljub našim drugačnim predlogom in pobudam po neprimerno preniski ceni, saj je sredstev v njej bilo vsaj dvakrat toliko na razpolago, hkrati pa seveda so pridobili pomemben gospodarski subjekt v Republiki Sloveniji. O tem verjetno kaj več dr. Glavič kot predstavnik civilne iniciative razlaščenih imetnikov Nove kreditne banke Maribor ob koncu našega srečanja. V naslednjem, torej po uvodnem delu, pa bom seveda besedo predal predstavnikom odvetniških družb, s katerimi sodelujemo v tem času pri samih odškodninskih tožbah, ki so bile vložene, zasledujoč roke pred zastaranjem zoper poslovne banke. Ob tem pozdravljam tudi predstavnico odvetniške družbe Jereb, hkrati pa seveda pozdravljam tudi predstavnika odvetniške družbe Miro Senica in odvetniki, ki bodo predstavili posamezne strokovne vidike, elemente, pripombe in predloge glede na zakon, ki so ga, na to smo že opozarjali, za nas sila sporno pripravili na Ministrstvu za finance ob sodelovanju, aktivnem sodelovanju Banke Slovenije. Torej tistih akterjev, ki so nastale razmere tudi povzročili, ob tem seveda pravzaprav tudi personalno nekaterih istih oseb, ki zdaj seveda s tem predlogom očitno skušajo popravljati tisto, kar so sami skuhali. Na drugi strani smo zaradi ugotovitev iz same odločbe, ki je prišla v smislu preiskav v javnost nedavno, obstaja pa že in je bila pripravljena že v juniju lansko leto, zato so seveda ključni odločevalci v Republiki Sloveniji z šokantnimi dejstvi, ki so tam navedeni, seznanjeni tudi s povedbami, pričami in listinskimi dokumenti s tem v zvezi, da so naši pozivi po takojšnjem odpoklicu guvernerja Banke Slovenije, ki je seveda ključni nosilec in ves ta čas zagotavljal, da so bili postopki izvedeni korektno, je tudi ena od bistvenih zadev ali pa pomembnih poudarkov v naših pripombah in predlogih to, da je potrebno upoštevati mednarodne računovodske standarde pri teh ocenah. Že samo, če bi se ocenjevalo to, ali so bili ti dejansko upoštevani, bi seveda povedalo in pokazalo precej. Za razliko od nekaterih dolgotrajnih, zamudnih, predvidenih postopkov, kot so s predlogom zakona predvideni. Drugo, kar pri tem naslavljamo, je seveda vprašanje samih stroškov.
Tretje, dostop do dokumentov, tistih ključnih dokumentov, ki spričujejo o tem, kako so se ocene s tem v zvezi oblikovale, kdo jih je delal in po kakšnih navodilih. Mi seveda vemo in že ves čas na to opozarjamo, da so te postopki potekali na sila sporen način, hkrati pa seveda uradno s temi dokumenti ne moremo razpolagati, razen tega, kar je bilo seveda medijsko objavljeno v kontekstu omenjene odločbe, ki je sama po sebi, kot rečeno, že dovolj zgovorna in šokantna, da bi bile potrebne ustrezne poteze. Hkrati samo ob bok tudi tem navedbam, več kot očitno je, da najvišji predstavniki Evropske centralne banke pravzaprav posegajo in želijo ovirati te postopke. Ne nazadnje tudi z pobudo Ustavnemu sodišču, da prepreči tisto, kar je iz naslova dokazov in pa same odločbe sodišč in postopkov, ki bi temu morali slediti. Dostopno, skratka, to bi brez nadaljnega onemogočilo ali težilo te postopke, zato resno razmišljamo, da v takšnem primeru seveda sprožimo postopke tudi proti Evropski centralni banki, za katero ne nazadnje številne, ne samo evropske, tudi mednarodne institucije, recimo nazadnje Transparency International, ugotavljajo, da gre za precejšen manko demokratičnih mehanizmov vezanih na odločanje oziroma odločitve, kot prihajajo iz Evropske centralne banke. To ni samo slovenski problem, je pa slovenski problem toliko bolj, ker se tudi v tem primeru zelo nazorno pokazalo, da naši predstavniki očitno ne znajo na ustrezen pokončen način zastopati interesov te skupnosti, ne nazadnje, ne samo vlagateljev, domačih vlagateljev, ki so bili najbolj prizadeti v tem primeru, naših davkoplačevalcev in državljanov, pač pa tudi tistega, o čemer bodo spregovorili toliko bolj kolegi iz pravne stroke, torej pravne varnosti, ki je temelj za to, da seveda tuje naložbe, tuje investicije kot take in pa seveda vsi poslovni momenti, ki so s tem povezani, pridejo in se počutijo varne tudi v slovenskem prostoru. Tudi to je že en od momentov, kjer se kaže po tej 3,5-letni sagi, da praktično še vedno nismo prišli do rešitve. Navkljub temu, če dodam samo še ta moment, da smo že neposredno, torej takoj naslednji dan po odločitvi Evropskega sodišča v Luksemburgu, že mi predlagali ustrezen predlog zakona, s katerim bi se rešilo vprašanje razlaščenih imetnikov, in to na način, ki nikakor ne bi predstavljal obremenitve davkoplačevalcev in državnega proračuna, ker smo že takrat vedeli to, kar se je odtlej ponovilo in seveda pokazalo še nekajkrat tudi v omenjeni odločbi, tudi skozi izpovedi na preiskovalni komisiji v državnem zboru, recimo nazadnje dolgoletnega vodilnega gospoda Hazabenda, ki je izrecno povedal, da je bila prekapitalizacija v tem režiranem sanacijskem postopku v primeru NLB vsaj dvakrat tolikšna, kot bi sicer izhajalo, in ne nazadnje to izhaja tudi še vedno veljavnih 2 ocen na 30.9. leta 2013, torej enega po mednarodnih računovodskih standardih same Nove Ljubljanske banke, ki je bil pozitiven kapitalsko, in na drugi strani seveda Banke Slovenije po večkrat zavrtenih in preigranih scenarijih, da je ta kapital pokazal potrebo po izbrisu vseh. Kot rečeno, zdaj pa se izkazujejo pravzaprav v vseh teh bankah dobički, plusi, ki jasno od tega, tisti, ki očitno pa so neposredno vlagali, nimajo in ne bi imeli nič. No, bodi dovolj za ta uvodni del, seveda bomo na razpolago tudi morda za konkretna vprašanja kasneje. Zdaj pa bi predal besedo predstavnikoma odvetniške družbe Mirosenica in odvetniki, da predstavita tiste konkretne povzetek konkretnih momentov iz samih pripomb, ki jih je združenje danes vložilo. Prosim. Hvala lepa. Kot je bilo povedano, zakon oziroma predlog zakona, ki je šel v proceduro oziroma v javno razpravo, po našem mnenju ne odpravlja nepravilnosti, na katere je opozorila odločba Ustavnega sodišča, oziroma po našem mnenju ne odpravlja neskladnosti z Ustavo. Gre za zakon, ki ima sicer v nekaterih točkah rešitve, ki so v korist posameznikom, ki vodijo oziroma bodo vodili spore in ki nadgrajujejo obstoječo procesno zakonodajo, vendar pa so neke osnovne nastavki zakona in pa tisti temeljne predpostavke oziroma možnosti, ki jih zakon daje, po naši oceni neustrezne in
je zakon pripravljen tako, da še vedno ščiti ravnanja Banke Slovenije in pa izdane odločbe o izrednih ukrepih. Prva stvar, na katero je po moji oceni potrebno opozoriti, je že temeljno izhodišče zakona, ki izhaja iz dejstva oziroma iz stališča, da se v primeru ugotovljenih kakršnihkoli nepravilnosti ugotavlja oškodovanje posameznikov zgolj na podlagi ocene, kaj bi posameznik dobil v primeru stečaja banke ali v primeru njene likvidacije. Seveda, takšen pristop je nedopusten, nezakonit, nedopustno oži alternativi oziroma možnosti, ki sledijo. Namreč tipična možnost v primeru, da je bil ukrep banke nepotreben in da niso bili pogoji za izredne ukrepe banke, je seveda ta, da bi banka oziroma poslovna banka obstala in delovala naprej. Ne pa, da bi šla v likvidacijo v tem primeru ali v stečaj, kar pomeni seveda, da zakon niti ne predvideva opcije cenitve prikrajšanja oziroma ocene škode, ki bi posamezniku nastala, upoštevaje nadaljne poslovanje tega subjekta poslovnega, torej banke. Ampak se enostavno postavi na stališče, da bo potem osnova za oceno prikrajšanja likvidacijska vrednost banke oziroma tisto, kar po likvidaciji ostane za njene lastnike oziroma vlagatelje. Takšen pristop je po moji oceni povsem nedopusten in že vnaprej prejudicira možna ravnanja in pa ukrepe oziroma odločitve sodišča. Druga stvar, ki je po naši oceni problematična, je omejen dostop do podatkov oziroma omejitev podatkov, ki jih je Banka Slovenije dolžna javno objaviti skladno z zakonom in spet prepuščena iniciativa oziroma pobuda vlagateljem tožb, ki morajo sami z lastno iniciativo in z argumenti izkazati, kateri potencialni dokumenti bi bili lahko še pomembni v sodnem postopku. Sicer zakon vzpostavlja tudi preiskovalno načelo, ki ga sicer v tovrstnih pravdah oziroma v pravnem postopku praviloma ni, torej da sodišče lahko tudi samo razčiščuje dejansko stanje, pridobiva dokumente oziroma nalaga strankam predložitev dokumentov, ampak tisto, kar bi moral zakon v osnovi postaviti, je, da je Banka Slovenije dolžna razkriti povsem vse, torej vso dokumentacijo, vse podatke, vključno z imeni posameznikov, ki so sodelovali v postopkih, na podlagi katerih je možno pregledati razloge, podlage za ukrepanje banke in pa oceniti dejansko in pravilno stanje poslovne banke, zoper katero je bil izrečen ukrep. Šele v tem primeru bo možno presoditi, na kakšen način so se recimo delale cenitve, revizorska poročila, ali so te cenitve in revizorska poročila res narejena brez nekih pridržkov, ali so narejena skladno z standardi, ki se morajo v tem primeru upoštevati in tako naprej. Glavnem argumentov glede tega je veliko in ne bi šli tukaj v detajle glede tega dela. Nadalje, tisto, kar je moteče, po eni strani lahko dobra rešitev, po drugi strani pa na ta način, kot je v zakonu zapisana neustrezno, to je odbor izvedencev. Seveda je potrebno, da sodišče, ki samo nima znanj, da bi presodilo ustreznost ukrepov Banke Slovenije, zato najame oziroma angažira pomoč. In seveda je lahko tudi ustrezno, da je to nek širši odbor, ki združuje strokovnjake z več področij, ki bodo lahko ocenili ustreznost izrečenih ukrepov in ravnanj, ampak tak odbor mora biti neodvisen. Na ta način, kot je zakon to predvidel v tem predlogu, se neodvisnost ne zagotavlja. Namreč zakon predvideva angažiranje evropskih organov, torej organov, ki so bili v osnovi iniciatorji tudi ukrepanja, ki je sledilo, da so aktivno vključeni v postopke izbora
izvedencev. Če ne na drug način, na ta način, da se jih vključi v razpisne postopke, kar pa seveda pomeni po drugi strani, da se na ta način tudi skuša pritegniti strokovnjake, ki so ali v okviru teh organov delujejo, ali so pod njihovim vplivom. Zakon namreč ne omejuje, nima omejitvene določbe, ki bi govorila, da član tega organa ne more biti recimo član Evropske komisije oziroma nekdo iz Evropske komisije. Kar pomeni, zakon je potrebno v tem delu nadgraditi na ta način, da se zagotovi neodvisnost odbora izvedencev. In pa slednjemu, v tem primeru, da je zagotovljena neodvisnost, poda tudi neke vrste preiskovalno načelo oziroma pravica, kot je sicer dana sodišču, torej, da ima ta odbor, ki bo strokovnega vidika najbolje vedel, vidika ekonomskega in sicer najbolje vedel, ali mu še karkoli manjka za presojo ustreznosti ravnanj ali ne, da poda takšne zahteve sodišču oziroma senatu, to pa na to stranki, v večini primerov bo to seveda Banka Slovenije, da predloži pojasnila, dokumentacijo in tako naprej. Še en moment, ki je z mojega vidika zelo sporen, ki po moji oceni ne sledi oziroma ne izpolnjuje odločbo Ustavnega sodišča, je dejstvo, da je s predlogom zakona omejena pravica do sodnega varstva posameznikom, katerih vrednosti njihovih vložkov, delnic ali pač vrednostnih papirjev so bile pod 100.000 evrov, razen če se združijo z drugimi posamezniki in skupaj dosežejo ta prag. Po moji oceni je to nedopustno omejevanje pravice do sodnega varstva in bi moral zakon oziroma predlog zakona to rešiti na drug način. In sicer na ta način, da se tem osebam zagotovi pravica do udeležbe v postopku, aktivna pravica do udeležbe v postopku, tudi po potrebi preko lastnega pooblaščenca, vendar eventualno z združevanjem postopkov, kar zakon sicer itak že predvideva. Zdaj, mogoče bi še besedo predal kolegici Petri Rep, da predstavi še del pripomb, ki so bile dane. Petra. Damjan Gregorc. Hvala lepa. V celoti se pridružujem stališču, ki ga je pravkar podal kolega, bi pa izpostavila, da zakon po mojem mnenju ne ureja celovite tematike za rešitev problema izbrisanih, ker se omejuje na odgovornost samo Banke Slovenije oziroma podredno države, ne predvideva pa odgovornosti poslovnih bank ali tretjih oseb. Prav tako ne predvideva, kaj bi se zgodilo s postopki, če bi se tekom postopka ugotovila odgovornost, naprimer poslovnih bank. Tako da je potrebno v tem delu zagotovo zakon nadgraditi. Izpostavila bi tudi stroške postopka. Glede na to, da zakon predvideva, da je edina možna rešitev, kako izbrisani lahko pride do odškodnine, je to preko sodnega postopka, bi bilo pravilno, da se tudi stroški bremenijo tožene stranke in to celotni stroški, od sodnih taks, stroški pooblaščencev, morebitnih izvedencev, pričnin, torej vsi stroški, ki bi tekom postopka nastali, ne glede na izid prav. Saj zakon ne daje nikakršnih možnosti, da bi se lahko vprašanje izbrisanih delničarjev oziroma obvezničarjev rešilo na drug način, naprimer s pogajanji, z mediacijo na izvensodni način. Tudi država oziroma Banka Slovenije tega interesa do zdaj ni pokazala. To zaenkrat z moje strani. Bi morda, kar zadeva stroške, vendarle sila zgovorno dejstvo pristavil še sam. Namreč samo v odškodninskih tožbah, ki smo jih vložili v tem času preko obeh odvetniških pisarn za natančno 140 imetnikov, ki so se v te postopke vključili pri združenju,
je bilo doslej plačanih preko 50.000 evrov taks. Skratka, da boste razumeli dimenzijo, kakšne stroške samo na ravni sodnih taks to predstavlja za razlaščene imetnike in seveda tudi za združenje v tem kontekstu, ki je ponudilo solucijo, da seveda te stroške preko pristopnine krije tudi v eventualnih pritožbenih postopkih in pa jasno vse, kar je povezano z eksperti, ki jih pri tem angažiramo, jasno tudi pravniki in odvetniškim zastopanjem. Pri tem seveda želim izpostaviti, da se utegne v vseh teh postopkih, ki bodo še sledili, sam okvir in znesek enormno povečati. Kar pa je pomembno, kakršenkoli bo ta zakon že sprejet v državnem zboru, mimogrede, časa je do 15. maja, ko se izteče 6-mesečni rok za sprejem tega zakona v državnem zboru, mi bomo angažirani tako na ravni vlade z danes vloženimi pripombami in predlogi, tudi pri medresorskih usklajevanjih oziroma odločanju vlade, seveda pa tudi na ravni državnega zbora in po potrebi eventualno državnega sveta, ko bo postopek v zakonodajni proceduri. Namreč pomembno je, da skušamo tudi skozi ta zakon zagotoviti tiste ustrezne načine, standarde in poti za zaščito vseh razlaščenih imetnikov in ne nazadnje tudi državljanov, tudi tistih, ki so v skladih vključeni in konec koncev tudi konsekvence za te, ki so nastale razmere povzročili in takšno enormno škodo naši skupnosti z temi ravnanji, če se izkažejo, in mi smo prepričani v to seveda kot nezakonita, celo kazniva, kot izkazujejo zdaj tudi že nekateri dokumenti, ki prihajajo na plano. Zakaj je pomembno izpostaviti tudi to? Vsi, ki so se doslej vključili v postopke preko združenja in preko obeh odvetniških družb, bodo seveda z temi postopki tudi nadaljevali. Ta zakon, tudi kakršen je v tem momentu, pa naj me popravijo seveda, če se pri tem motim ali pa potrebno pri tem še kaj dodati, ker se mi zdi to sila pomemben moment, da bodo vse tiste tožbe, ki smo jih vložili doslej, seveda ostale, hkrati pa tudi v primeru, da na obstoječi podlagi zakona, kakršen bi bil sprejet v državnem zboru, ne bi uspeli, kajti kot je bilo rečeno, ta naslavlja le odgovornost Banke Slovenije, da v takšnem primeru še vedno menimo in bomo nadaljevali postopek na ravni poslovnih bank. Kajti odškodninske tožbe, ki smo jih vložili, so prvenstveno vložene zoper poslovne banke, potem pa seveda tudi Banko Slovenije in državo Republiko Slovenijo. Tako da glede na to, kar trenutno ta predlog zakona predvideva, tudi če bi takšen stopil v veljavo, bi seveda mi s postopki nadaljevali ali v primeru delnega uspeha tudi zoper same komercialne banke. Morda še na to temo kakšno dodatno pojasnilo, če je potrebno. Ja, v bistvu, tako kot je bilo rečeno, zakon predvideva nadaljevanje teh postopkov. Ne govori kaj dosti, kaj se zgodi s postopki vezanimi na poslovne banke, oziroma pušča različne možne razlage glede tega in jaz mislim, da ta del bo potrebno dodelati. Drugače je pa res, zakon omogoča nadaljevanje postopkov, ki so se začeli. Ima zakon tudi sicer več dobrih rešitev, da ne bomo govorili samo o slabih, zlasti iz postopkovnega vidika, kjer omogoča preiskovalno načelo, pravico predlaganja novih dokazov do zaključka sodnega postopka in tako naprej. In te dobre rešitve je absolutno potrebno v zakonu ohraniti, v tistem, ki bo sprejeti na koncu. In tisto, kar je seveda potrebno, je zakon nadgraditi oziroma urediti tako, da bo v celoti sledil namenu in pa usmeritvam ustavnega sodišča in pa seveda, da bo upošteval pri tem dejansko stanje, ki je v položaju posameznikov, ki vodijo postopke. Ti posamezniki so namreč v vseh pogledih v podrejenem položaju v teh postopkih, če zaradi drugega ne, zaradi odsotnosti informacij, s katerimi razpolagajo. Tukaj bi jaz želel opozoriti samo na eno zelo zanimivo določbo zakona, ki je jaz nisem še nikoli videl v zakonu, nobenem, ne v predlogu, in sicer v 16. členu v 3. odstavku
kjer so v zakon dali napotek sodišču, ki je po ustavi neodvisno mora soditi, vemo na kakšen način, brez pristranskosti, brez naklonjenosti eni ali drugi stranki, in kjer je izrecen napotek sodišču, da naj ne upošteva interesa Banke Slovenije ali pa Republike Slovenije v postopku, da se izplača oziroma da se ne izplača odškodnina in da to ni interes, ki bi ga sodišče moralo ščititi ali upoštevati. To je logično že z vidika ustave kot take. Nelogično je, da je to treba v zakon zapisati. In to meni postavlja vprašanje, zakaj je nekomu sploh prišlo na misel, da takšno določbo v zakon da. Morda še kaj dodaš, Petra, preden bi potem besedo imel seveda tudi dr. Glavič, ki bo predstavil pa še dodatne pripombe, ki jih ima civilna iniciativa razlaščenih. Morda, Petra, še kakšna beseda? Morda bi se dotaknila še obstoječih postopkov, kot je že kolega povedal. Ti postopki se vsi nadaljujejo, ni potrebno preoblikovati zahtevka in tožbe, ne glede na obliko, kot je bilo sedaj postavljeno, kar je v korist izbrisanim delničarjem in obvezničarjem. Je pa res, da položaj poslovnih bank ni urejen v tem zakonu, kot sem že omenila, in bi bilo tukaj glede same odgovornosti in postopkov zoper tretje osebe nujno urediti tudi v tem zakonu. Saj moje mnenje je, da bi moral ta zakon ne samo slediti odločbi Ustavnega sodišča, ampak izhajati iz tega, da v Sloveniji celovito reši nastalo situacijo, nastale težave v zvezi z izbrisanim. Ne, da bi bilo potrebno, če bi se ugotovilo, ne vem, da Banka Slovenije ni odgovorna oziroma v celoti odgovorna, da bi bilo naloženo izbrisanim delničarjem, da pričnejo nove postopke, drugačne postopke, ampak da bi se to rešilo v enem samem postopku dokončno. Dobro. Glede na specifike, ki seveda so prisotne v primeru Nove Kreditne banke Maribor, razlastitev, ki so bile tam izvedene, vseh postopkov, v katerih smo bili, tako civilna iniciativa kot Vseslovensko združenje malih delničarjev aktivni že vrsto let, preden je do razlastitev tudi prišlo, na številnih skupščinah, kljub vsem opozorilom izigrani, ne nazadnje potem tudi z samimi delnicami, dokapitalizacijami, z izključitvijo prednostne pravice in podobno, spravljeni v situacijo, ki je, kot rečeno, specifična, hkrati pa je to tudi banka, ki je že bila prodana in pogosto od najvišjih predstavnikov in pa akterjev teh razlastitev slišimo, da saj vendar, če pa je prišlo do prekapitalizacije, pa so ta sredstva še na razpolago. To v primeru nove KBM seveda žal ne velja več. Mi smo tudi s tem imeli številne aktivnosti, s čimer smo skušali to vrstno oškodovanje in ravnanja preprečiti skupaj s civilno iniciativo razlaščenih imetnikov v novi KBM. Zato ima dr. Glavič kot predstavnik seveda še nekaj dodatnih momentov in bodo seveda tudi kot civilna iniciativa vložili še dodatne pripombe in predloge vezano na sam zakon, o katerem danes govorimo. Tudi mi seveda bomo to distribuirali, podprli, kakor tukaj gre seveda za usklajenost, tudi civilna iniciativa podpira te pripombe in predloge, ki smo jih mi vložili danes. Tako da prosim za tiste zadeve, ki bi bile iz tega naslova, morda še za dodat, dr. Glavič. Ja, najprej moram reči to, da od 100.000 delničarjev nove KBM ne more niti eden vložiti tožbe. Zaradi tega, ker ima država, je imela 94% ob trenutku razlastitve, tam pa je ta 10% kvota, torej če se jih 100.000 združi, se ne morajo vložiti tožbe. Po trenutnem predlogu, kot ga podaja Ministrstvo za finance. Zato seveda mi odločno zavračamo to. Zraven je seveda še to, da se vložene tožbe, ki so bile pred sprejemom novega zakona, zavržejo nekatere, ne? Tako da smo resnično razočarani.
Ampak smo pričakovali, glede na to, kdo sestavlja ta zakon, da bo reševal svojo kožo, ne pa našo. In to je tudi zadeva, ki ste omenili, ne? To je sovjetski princip sodstva, ki bi naj ga sedaj začeli opuščati, kot ta zakon pravi. Zdaj, kako je država prišla do 94%, je drugi problem. Naj vam povem, da je pol leta prej, pa 3/4 leta prej, recimo samo za obresti, torej ne da bi dala 1 evro za obresti na svojo vlogo, torej na obveznice, po 1,3 centa natisnila 185 milijonov obveznic, ko jih je bilo takrat 39 milijonov, torej od tega 19 milijonov zunaj države. In to seveda pomeni, ne, da bi moral predlog zakona omogočati tudi izpodbijanje teh zadev, kar pa sploh ne omenja. Ne. In seveda, kako smo mi od 27 evrov, koliko smo vplačali, prišli na 1,3 centa, je tudi dolga zgodovina, v kateri je imela država svoj delež. Mi mislimo, da je tudi ta način, ki ga zdaj predlaga zakon, da bi neke zunanje izvedence in tako naprej, izogibanje temu, da imamo pri nas računsko sodišče, ki je že veliko stvari raziskalo, da poteka pri okrožnem sodišču in na nacionalnem preiskovalnem uradu že aktivnosti, ki so odkrile zadeve, samo treba jih je razširiti še na druge banke, ne samo na Novo Ljubljansko banko, in mi že imamo soglasje računskega sodišča, da bo pregledalo tudi, kaj se dogaja na novi KBM. Tako da mislimo, da je to prava pot, da se tistim, ki že veliko so naredili, omogoči to dokončati in jim dopustiti vpogled v tisto dokumentacijo, ki je še skrita. Recimo sploh še nismo videli stresnih testov, niti platnic še ni nihče videl. Ne? In seveda treba je opozoriti še na to, ne, da tisto, kar imate kot oceno stanja napisano v zakonu, je eno samo pranje umazanega perila, ki so ga v teh letih umazali tako na Banki Slovenije, kot na Ministrstvu za finance, kot tudi v Evropski komisiji. Mi smo tudi razčistili precej korupcijske povezave. Ne. Predsednik Evropske centralne banke Draghi izhaja iz Goldman Sachsa. Potem Barroso, ki je takrat vodil komisijo, je sedaj pri Goldman Sachsu. In Goldman Sachs je 9. največji lastnik Apollo in Apollo je dobil novo KBM. Da ne govorim o državnih sekretarjih, ki so prihajali iz Evropske centralne banke, pa hodili nazaj, pa ki so zdaj prišli v EBRD, ki je drugi lastnik. Skratka, to korupcijsko zadevo bi bilo treba tudi razčistiti in bi zakon to moral omogočati, ne. Pa očitno bo poskušal se temu izogniti. Tu je še veliko stvari, do zadnje nagrade, ki jo je dobil finančni minister, zato ker je prodal banko, predno je sodišče odločilo, čigava je. In to ne bi bila pravna država, v kateri je govoril kandidat za predsednika vlade, neki Cerar. Jaz moram še to reči, da niso revizorji bili tam, kot ste rekli. Tam so bili svetovalci, ki so izrecno napisali, da za nič ne odgovarjajo, posebej pa ne za kakšne odškodnine, ki bi bile narejene recimo lastnikom delnic ali pa podrejenih obveznic. In šlo je za kriminal. 457 milijonov evrov, ki jih je morala nova KBM dodatno odpisati kot oslabitve, da je kapital izničil. Torej 457 milijonov je bilo kapitala, minus 57 milijonov obveznic, 400 milijonov. In to so odpisali drugič, kajti prvi odpis je bil maja leta 2013, ko je bila narejena ocena vrednosti sredstev in stresni testi od Banke Slovenije.
Ne pozabiti na to, da takrat so bile številke popolnoma drugačne, kot so bile potem jeseni, ko je uslužbenec Evropske komisije dal nalog, da je treba pospešeno odpisovati kapital. Tako da je tu veliko stvari, tudi nerazumevanje tega, kaj pomeni delnica. Seveda delnica pade, pa delnica potem tudi zraste. Poglejte, kako so zrasle delnice po krizi. Ampak če so ti bankov delnico vzeli, če so jo prodali nekomu drugemu, potem več tega nimaš. Mislim, a ljudje, ki se odločajo, sploh razumejo, kaj je to delnica, kaj je to kapitalski trg. Uničili so ga. Razprodali so celotno slovensko bančništvo. Tam smo, kot smo bili na koncu 19. stoletja, ko smo začeli v Sloveniji ustanavljati hranilnice in posojilnice. Zdaj imamo lon pa delavsko hranilnico. To je to, kar bo ostalo. In uničen kapitalski trg. Nihče več tu, jaz ne dam več evra v tej Sloveniji, ker so vse pokradli. Prva je bila že Proficija Dadas, končali smo zdaj tu, od takrat naprej jaz tudi zastave več, da praznike ne obešam. Ker to ni moja država, to je moja domovina, ni pa moja država. Hvala. Bi morda, hvala dr. Glavič, imel kdo od prisotnih predstavnikov javnosti kakšno vprašanje? Prosim. Ja, mene zanima, če bo ministrstvo vztrajalo pri takem predlogu, kot so ga pripravili, in v državnem zboru preko poslanskih skupin ne boste uspešni z amandmaji, ali tudi vi napovedujete presojo oceno ustavnosti tega zakona? Da, v primeru, da bo v nekaterih momentih, ki so bili že izpostavljeni kot problematični, ostalo tisto, kar je trenutno predlagano, identično, potem verjetno ne bo druge poti, kot ponovno iti tudi po tej poti. Vendar pa smo prepričani, da tudi s pričo vseh dokumentov, dokazov, izpovedb, enostavno ni mogoče, da bi tisti sporni momenti, na katere smo upozorili, predvsem pa so strokovnjaki z pravnega vidika skušali to osvetliti, ostali identični tudi v državnem zboru. Ukolikor bi do tega prišlo, seveda, ali pa do kakih spremenjenih dikcij, ki bi prav tako bile problematične, seveda se bomo odločali o tem, da tudi s pomočjo Ustavnega sodišča ponovne presoje dosežemo tisto, kar je v interesu razlaščenih in še enkrat izpostavljamo vseh državljanov, konec koncev v Republiki Sloveniji. Seveda pa razmišljamo tudi o postopkih, ki bi preko slej že v tej fazi bili na mestu tudi v mednarodnem prostoru. Govorimo o sodišču za človekove pravice, o možnih tožbah, ki sem jih že omenil, zoper Evropsko centralno banko in podobno. Skratka, ukolikor bi se pokazalo, da bo tudi časovna dimenzija, ki bi bila potrebna za to, že danes smo v času 3,5 leta po teh razlastitvah praktično v okoliščinah, ki bi dopuščali tudi tovrstna ravnanja. Mi bomo počakali še toliko, da vidimo, kaj dejansko bo sprejeto in uveljavljeno iz naslova tega zakona in na tej podlagi seveda verjetno posegli, če bo to potrebno, tudi po drugačnih sredstvih, ob že vloženih tožbah in ob tem seveda, da bomo tudi tiste, ki bodo zainteresirani dodatno na podlagi tega zakona povabili, da se priključijo postopkom, ki jih peljemo preko obeh prisotnih odvetniških družb, pri čemer seveda, kot veste, v združenju stalno širimo krog tistih, ki sodelujejo, tako kot naši interni strokovni sodelavci, kot kar se tiče odvetniških družb za zastopanje, da lahko zadostimo zelo kompleksni situaciji in seveda izdatnemu interesu, ki je prisoten med razlaščenimi. Morda še z vaše strani, s tem v zvezi, kako je? Z naše strani je zelo enostavno, če bo dano pooblastilo in nalog za vložitev, bomo pač seveda to pripravili in naredili. Enako. Upamo pa pričakujemo, no, da ker gre za izredno
pravne rešitve, te, ki smo predlagali v okviru javne obravnave zakona, da bo tako pri pripravljalcih zakona oziroma naknadno v Državnem zboru posluh in da bojo sledili našim predlogom in da do ustavne pritožbe sploh ne bo potrebno priti. Prosim rekel, da ta zakon ne predvideva nobene druge rešitve kot pač tožbe, ne? Mislim, ni nobene pogajanja, medijacije. A pa obstaja kakšna, pač, da bi vi vsem usporedno s tem zakonom pripravili kakšen predlog za... Seveda, takšen predlog sem... Še živi, ne? Ker to bo zdaj, zakon bo sprejet, če bo maja, pol bo to prijem, bo to stekali in se... Koliko časa to pa traja? 20 let. Ja, da bi... Mi smo imeli zdaj letos 20-letnico, ne letos, lani 20-letnico Proficije Dadas. Trenutno je na Evropskem sodišču že ne 3-4 leta. Zadeva je dosti enostavna. Za to, da se stvar reši izvensodno na nek miren način, se ne potrebuje posebnega zakona ali pa zakonske določbe. To se lahko reši z enostavno pobudo, da se zainteresirane strani usedejo, odgovorijo in najdejo rešitev, kako stvar zaključiti. Če bi volja bila, jaz mislim, da bi se to že zgodilo, pa očitno te volje ni. Pri izbrisanih ni bilo nikoli volje. Čim dalj odložiti, pa naj stane, kolikor stane. Žal je tudi naša izkušnja v združenju podobna. Mi smo tako javno, kot seveda tudi na neformalnih srečanjih, ki sem jih imel z pristojnimi predstavniki, vključno z premierjem, skušal iskati, dajati pobude za konstruktivno reševanje teh vprašanj, za katere, kot rečeno, se znova in znova izkazuje, da jih je potrebno nasloviti še enkrat. Odločba sodišča je znana od junija lani, sigurno tudi tem akterjem. To je bilo še pred odločitvijo, ki jo je sprejelo Ustavno sodišče, če se spomnite, in ob predpostavki, da so bili vsaj okvirno seznanjeni s tem, kar je tam noter navedeno in ugotovljeno, bi seveda toliko bolj pričakovali odločitev tudi na ravni Ustavnega sodišča, ki bi bila bolj v smeri tega, da bi se z nekompleksnimi postopki ta vprašanja in seveda ta oškodovanja, ki so bila brez nadaljnega narejena, ustrezno razrešila. Žal torej tako na javne kot na neformalne pogovore, pozive, pobude s tem v zvezi ni bilo ustreznega odziva. Sam sem z nekaterimi govoril celo o tem, da bi se morda in ne nazadnje predsedniku Državnega zbora ob sprejemu, ki sem ga imel lani neposredno po odločitvi Ustavnega sodišča pri njem, tudi dal takšno pobudo, tudi pobudo o tem, da bi se morda pri vladi, glede na to, da Državni zbor seveda ni organ, institucija, ki bi v tem smislu lahko na ta način ravnala, formirala skupina, ki bi skušala poiskati drugačne ustrezne rešitve, glede na seveda kompleksnost, na katero sem bil opozorjen v smislu koalicijskih in sicer politično-strankarskih okoliščin. Sem seveda podal tudi takšen predlog, da bi morda to bila rešitev, ki bi presegala in vsekakor bi morala presegati strankarske in koalicijske ali pač opozicijske motive pri teh vprašanjih. Žal do tega ni prišlo. Mi smo, kot rečeno, tudi sami predlagali, takoj po odločitvi sodišča v Luksemburgu lani junija, če se ne motim, je bilo to zakon o ureditvi položaja razlaščenim vlagateljem v slovenske banke, s katerim smo predlagali ustrezno rešitev, še enkrat, torej brez da bi to kakorkoli imelo neposredno breme za ali proračun davkoplačevalcev in podobno, ne nazadnje tudi iz naslova družbe za upravljanje terjatev bank in podobno. No, tudi ta predlog žal ni naletel na ustrezen odziv pri tistih, seveda, ki bi lahko po tej poti šli. Morda, da utegne bolj predvolilno vzdušje ali pa bližanje volitev prinesti tu kakšen premik, mi bi si ga seveda sigurno želeli, pa ne iz kakršnega koli političnega konteksta, ampak zato, ker se nam zdi prav, ne samo iz naslova interesa teh, ki so bili razlaščeni in prizadeti državljanov in tako naprej, ampak dejansko tudi zaupanja
eno od maksim, ne, če je prej dr. Glavič omenil premiera dr. Cerarja, ena od maksim seveda je bila tako v predvolilnem kontekstu, kot tudi sicer prisotna ves čas pravna država, poudarjanje tega, pravne varnosti in tako naprej. Tisto, kar se kaže v konkretni praksi, je žal daleč od tega, in če so povsod drugje v evropskih okoljih, pa gremo lahko po vrsti od Cipra, Grčije do Španije, Irske, Portugalske, povsod so uredili ta vprašanja, kjer je do razlastitev prišlo, nihče nikjer ni ostal brez vsega. Seveda v različnih stopnjah, v različnih merah so bili vsi na tak ali drugačen način poplačani. Recimo v Grčiji, ne, kar je v posmeh pravzaprav stanju, s kakršnim se soočamo v Sloveniji, celo sredstvi, ki smo jih mi, naši davkoplačevalci, prispevali za to, da so se sanirale in da se sanira tamkajšnji neposredno sredstvi in z garancijami. Sistem, po katerem so seveda tudi ti, ki so bili razlaščeni, bili deloma poplačani. Do vse takšnih konsekvenc seveda zadeva gre. Ob spremljanju recimo primerov pri reševanju italijanskega bančnega sistema in podobno, nikjer v veliko hujših razmerah, in pri nas se kaže, da nikakor sploh niso bile tako hude, da bi kaj takega opravičevale, ampak da je bil nek drug motiv prisoten. Tam, kjer so razmere dejansko tako hude, pa tudi ni prišlo do razlastitev, do likvidacij in podobnega, navkljub načelom, kakršna naj bi veljala na ravni Evropske unije, Evropske komisije in podobno. Se tu vedno znova spretno najde drugačne načine in obvode. Če spremljate povsod, pa pogledamo samo v naši soseščini, tudi ob aktualnih dogodkih, se vselej lahko najdejo rešitve, s katerim se rešuje zaupanje v domač gospodarski sistem, zaupanje vlagateljev, tako domačih, nenazadnje potrošnikov, poslovnega sveta in tujih vlagateljev in tega, kar seveda na ravni deklaracij v Sloveniji neprestano znova poslušamo, pa kamorkoli pogledamo, že tudi v neposredni soseščini, vidimo, da vsi drugi to uspešneje rešujejo in dejansko udejanjajo, za razliko od tega našega prostora, ki bi po tej plati seveda lahko neprimerno bolje, uspešneje funkcioniral, standard ljudi bi lahko bil neprimerno boljši, če bi znali vsaj malenkost bolje s tem v zvezi ravnati. No, da ne bom predolg, ker to že prehaja v neko bolj generalno tematiko, je morda še kakšno vprašanje strani predstavnikov javnosti? Zdaj, če kdo želi, imamo še materialov več, ne, lahko dobite. Bi morda še kdo v udeleženih imel kaj za dodati? Mislim, mi smo ravno s tem bančnim sistemom prišli v dejansko Evropo dveh hitrosti. Ne. Grčija, kjer so se zakreditirale nemške in francoske banke, se rešuje na plečih vse Evrope. Slovenija celo z nadpovprečnim deležem, ki ga je potem Mramor poskušal znižati. Mi, ki nismo nič dobili, ampak smo sami sanirali, pa moramo razlastiti vse, sprivatizirati vse in postati hlapci. To je resnično Evropa dveh hitrosti. Zdaj seveda, da so naši politiki, da jih bolj zanima karijera v Evropski uniji, ali pa v kakšni banki, kot pa tisti, ki jim dajejo plačo, to je pa seveda posebno vprašanje. Jaz bi se torej zahvalil udeležencem, seveda tudi vam, vsem predstavnikom tako odvetniških pisarn, kakor dr. Glaviču z naslova civilne iniciative, seveda prisotnim predstavnikom javnosti. Želel bi vam lep dan, hkrati pa vsem nam, da ko se prihodnjič srečamo, morda lahko spregovorimo tudi v kakšnih bolj optimističnih in pozitivnih tonih glede na prizadevanja, kot jih predstavljamo v tem času. Hvala. Srečno. Hvala.